Genocid v Srebrenici je najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni. Čeprav se je zgodil le nekaj 100 kilometrov stran, številni mladi v Sloveniji o njem ne vedo skoraj da nič. Na vprašanje, kaj se je v Srebrenici zgodilo, odgovarjajo. Ja, v bistvu, kaj, pokol? Ja, pokol. Ni največji grobiš neki, ne vem. To je bilo, kaj, Ne, Bosna. Ja, v Bosni, ja. Ja, genocid? Ne, Srebrenico. Ja, mislim, da med vojno. Jaz nisem dosti izobražen na tem področju, žal. Samo da se tam izvaja torej genocid na bosanski narod, a ne? Nekateri mladi pravijo, da so za Srebrenico slišali v šoli pri pouku zgodovine, toda le bežno. Večina se z njo prvič sreča v srednji šoli, drugi o njej slišijo šele med našo anketo. V islamski skupnosti v Sloveniji opozarjajo, da tovrstna praznina ni naključna. Opažamo, da je Srebrenica pri nas potisnjena nekako na raven obrobne teme, kar ne bi smelo biti tako. Po njihovih izkušnjah, ko jih v muslimanskem kulturnem centru obiščejo mladi, in ko jih povprašamo, koliko vedo o Srebrenici, koliko so o Srebrenici slišali v času svojega šolanja, je najpogostejši odgovor, da ne vedo ničesar. V učnem načrtu je tema slabo zastopana, pogosto gre le za omembo v enem stavku, brez konteksta in poglobljenega razumevanja. V nekaterih učbenikih ni omenjena niti z eno vrstico. V osnovnošolskih učbenikih se Srebrenica pojavi zgolj v enem od 4, kot lahko tukaj vidimo, s kratkim opisom pod fotografijo spomenika v Potočarih. Ta učbenik za 9. razred zgodovine pa žal vsebuje netočne informacije. Piše namreč, da je v mesto vdrla srbska vojska in ubila okoli 8000 muslimanov, a pokol so izvedle sile bosanskih Srbov. Takšna formulacija kljub recenzenskemu pregledu in potrditvi učbenika leta 2021 ostaja. Stran 152 tistega učbenika, ki na kratko povzema jugoslovanske vojne, tudi vsebuje sporne informacije. Problematična je predvsem struktura navedbe narodov, med njimi so zapisani Hrvati, Srbi in muslimani. In s tem Bošnjakom odreka status naroda, kar je ne samo zastarelo, temveč tudi politično občutljivo in žaljivo konec koncev. Izraz muslimani je bil v času Jugoslavije res da uradna narodna oznaka, danes pa velja za zastarelega. Leta 1993, torej pred več kot 30 leti, so predstavniki skupnosti uradno sprejeli poimenovanje Bošnjaki. Poleg tega je v učbeniku dvoumno zapisano, da naj bi se genocid izvajal nad vsemi 3 narodi. To je zavajajoča in napačna formulacija, na katero so strokovnjaki pred časom že opozorili, ampak je še vedno prisotna. Takšnih struktur v osnovnošolskih učbenikih, torej za otroke, enostavno ne bi smeli imeti. Otroci potrebujejo jasne, točne in nedvoumne vsebine, iz katerih se bodo učili. Težava ni le v posameznih napakah, temveč v širšem sistemu. Učne načrte, ki so osnova za pripravo učbenikov, potrjuje strokovni svet za splošno izobraževanje. Pripravljajo jih kurikularne komisije, v katerih sodelujejo predstavniki akademske sfere, učitelji in svetovalci Zavoda za šolstvo. Prav ti dokumenti določajo, katere vsebine pridejo v učilnice in katere ostanejo zunaj nje. Zgodovino v učilnicah in način, kako jo pišemo, že več let preučuje doktorica Jovana Mihajlović-Trbovc, politologinja in raziskovalka, ki se osredotoča predvsem na vojne zločine ob razpadu nekdanje Jugoslavije in na to, kako so ti dogodki predstavljeni v šolskih učbenikih. Če se pojasnjuje učencem definicija besede genocid, je smiselno tudi omeniti genocid, ki je geografsko najbližji mestu učenja. In v tem smislu Srebrenica to je. Vendar izpostavljati Srebrenico, brez da se pove nekaj več o vojnah, je meni mogoče problematično. Zgodovina se v slovenskih učbenikih pogosto piše selektivno, opozarja raziskovalka. V ospredju je naracija o narodni emancipaciji, skoraj povsem pa so prezrte vojne v nekdanji Jugoslaviji. Prav te so ključne za razumevanje Srebrenice. Vojna v Jugoslaviji mogoče zelo dobro nakaže nekatere probleme, s katerimi ali načine bojevanja, načine, na kateri ljudi hudo trpijo, in na ta način se mogoče približa učencem ta izkušnja in se odpre za njih empatija in neko splošno zgodovinsko vedenje. Tako kot v drugih genocidih je ključno, da mladi slišijo tudi, kaj se je pred 30 leti zgodilo v srebreniških gozdovih. To je nujno, da se ohranja spomin, da se ohranja spomina vse umrle, pa tudi za nas
in za vse, ki živimo v trenutnih časih. Tudi v islamski skupnosti verjamemo, da je ena poglavitnih nalog šol ta, da mlade seznani s preteklostjo, ne zato, da bi jih z njo obremenjevali, temveč zato, da jim pokaže poti, seznani s potmi, ki vodijo v vojne in nasilje. Površno govoriti o vojni je lahko nevarno. To poglablja delitve in pogosto razpihuje sovraštvo. Kaj mislim s tem napačno? Napačno, da se ustvarjajo ideje, da je en narod kolektivna žrtva in drugi narod kolektivni storilec nekih dejanj. Da se s to črno-belim prikazovanjem vojne izbriše izkušnje ljudi, ki so probali preprečiti vojno, ki niso hoteli sodelovati v vojni, oziroma pozabimo na vse one momente solidarnosti človeštva. V šolskih klopeh so pogosto izpuščene tudi druge zelo pomembne teme, povezane z razpadom nekdanje skupne države in s posledicami, ki so zaznamovale slovensko družbo. Če bi pisala o zgodbah o jugoslovanskih vojnah iz konteksta Slovenije, bi tudi govorila o tem, koliko je beguncev začasno ali trajno se preselilo iz Bosne, naprimer v Slovenijo, kako je to vplivalo na družbo. Najbolj problematično, če govorimo o slovenskih učbenikih, je naprimer to, da ne omenjajo izbrisa. Dogodki iz zadnjih desetletij so tisti, ki nas oblikujejo in nemalokrat vplivajo na to, kako bomo živeli v prihodnosti. Sogovornica Jovana Mihajlović-Trbovc opozarja na še en paradoks. Učbeniki obravnavajo številne sodobne teme, od razvoja popularne kulture, medijev, sprememb v načinih bojevanja v 20. stoletju, pa vse do vstopa Slovenije v Evropsko unijo in Zvezo NATO. A prav vojne, ki so se dogajale tik ob nas, ostajajo izključene. To nam v bistvu pokaže, da se jugoslovanske vojne vidijo kot nekaj, kar ne sodi v lokalno zgodovino. In ta del je meni problematičen. Ta ideja, da obstaja zelo jasna ločnica med nacionalno in svetovno zgodovino. In prav zaradi tega ločevanja, pravi, mladi ne morejo razumeti, kako so med seboj prepleteni zgodovinski procesi. Kljub širšemu kontekstu jugoslovanskih vojn ostaja Srebrenica ena najbolj simboličnih in tragičnih tem, ki bi jo bilo treba v šolah obravnavati natančno in jasno. V srednjih šolah je vključena zgolj v zaključni sklop o razpadu Jugoslavije, zanj pa pogosto zmanjka časa. A mladi čutijo, da bi tema v učilnicah morala imeti več prostora. Moraš vedeti, kaj se dogaja v zgodovini, tako da pač se mi zdi nujno, da vemo, kaj se dogaja. Sploh od naših južnih sosedih, da vemo. Se mi zdi, da je to ful pomembno, da pač vemo. Vloga šole je tudi, da jim poda znanje, da je možno mirno in ustvarjalno sobivanje med državami, kulturami, narodi in religijami. Čeprav je tema Srebrenice pogosto prezrta, nekateri profesori zanjo vendarle najdejo čas. Med njimi je tudi naša sogovornica, profesorica Petra Štanfel, ki vztraja, da je nujno, da dijaki razumejo, kaj se je zgodilo. Sem predlagala dijakom ekskurzijo v Bosno, da občutijo to deželo, ki je tudi danes še vedno dežela žalosti, trpljenja. Leta 1995 so sile bosanskih Srbov pod vodstvom Ratka Mladića zavzele enklavo Srebrenico, čeprav je bila pod zaščito Združenih narodov, in v nekaj dneh brutalno pobile več kot 8000 Bošnjakov. Trupla so pokopavali v množična grobišča, kasneje pa prekopavali, da bi prikrili dokaze. Pokol v Srebrenici je preiskovalo Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo v Hagu, ki je 9 let kasneje, leta 2004, pravnomočno potrdilo. Šlo je za genocid. Če mladi ne slišijo in ne doživijo te grozoti in jih fizično občutijo kot neka strašljiva, nasilna, zločinska dejanja, sami ne razvijajo tega občutka empatije. Zato vsakokrat, ko ne spregovorimo o Srebrenici, ko ne spregovorimo o drugih genocidih, zanemarimo oziroma zamudimo priložnost za ustvarjanje drugačne družbe. Srebrenica tudi 30 let po genocidu v slovenskem šolskem sistemu ostaja na obrobju. A spomin ni le čustvena dolžnost, je temelj odprte in demokratične družbe. In šola je še vedno tisti prostor, kjer se razumevanje začne.